vsak izmed nas, čisto vsak, ima to sposobnost, da se lahko skozi svojo najbolj višjo čakro, se pravi skozi svojo 7. čakro, odpre za sporočila iz duhovnega vodstva. Danes bomo govorili o tem, kako se počutim, ko kanaliziram sporočila angelov. Oziroma, govorili bomo o tem, kako mediji doživljamo prenašanje sporočil iz duhovnega sveta in kakšna je dejansko razlika med tem, ko ti dobiš sporočilce v smislu v obliki znamenja, nekih številk, ko potegneš karto v svojih angelskih karticah in v bistvu kaj dejansko sploh pomeni v bistvu kanaliziranje, se pravi na kakšen način v bistvu se vse te stvari razlikujejo. Torej, danes bomo dejansko govorili o tem, kakšna je razlika med tem, da si medij in med tem, da si preprosto samo malce bolj intuitiven. Se pravi, kakšna je razlika v vseh teh stvarih in kako se sama počutim, povedala ti bom mojo zgodbo, kako se sama počutim, ko sem v bistvu v procesu povezave z mojimi angeli, kako se oni meni oglašajo, kako so se mi včasih, kako se mi zdaj, kakšne so te dejansko načini, kako sprejemaš sporočilca. Naš dejansko svet duhovnih vodnikov oziroma angelski svet dejansko nam ves čas pošilja sporočila. Ves čas nam dajo znamenja, simbole, tudi sporočila v smislu naredi to, ne naredi tega, vodijo nas. Zato, ker naši duhovni vodniki, naši angeli, se pravi vsak izmed nas ima dejansko svojo skupino osebnih duhovnih vodnikov. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko čisto vsakega izmed nas spremlja ena ekipa duhovnega vodstva. Osebni angelčki, različni osebni duhovni vodniki, pa samo rogec. Vsi imamo cel paket nekih duhovnih vodnikov. In ti nikoli ne potuješ po svetu sam. Tudi če se tebi zdi, danes sem pa sam, danes mi pa nič, sam sem, nikoga ni zraven mene, ves čas so ob tebi tvoji duhovni vodniki. In njihova naloga je v bistvu samo ena. Njihova naloga je ta, da tebe vodijo. Se pravi, da tebi pomagajo, da živiš v skladu s svojo dušo. To pomeni, da na nek način ne bluziš okrog, pa delaš stvari, ki te ne bodo podprle in ki te bodo ranile, ampak da dejansko greš v smer, ki tebe najmočneje podpira. To pomeni tudi, da dejansko ne samo počneš delo, ki je tebi namenjeno, ne samo, da vstopiš v odnose, ki te bodo najbolj podprli, ampak te duhovno vodstvo ves čas spodbuja, da tudi zase skrbiš zelo lepo, da se neguješ, da se podpiraš, da delaš takšne hobije, ki tebe polnijo in osrečujejo, da skrbiš za svoje telo na najbolj zdrav način, ki tebe podpira. Skratka, naše duhovno vodstvo ima to nalogo, da nas čuvajo, da nas ves čas čuvajo in ne samo v smislu fizične varnosti, ampak v smislu tega, da gre naša pot duše v tem življenju v skladu z našim najvišjim dobrim. Zato dejansko naši angelčki ves čas okrog nas letajo, ves čas so prisotni zraven nas in ves čas skrbijo, da ko mi zavijamo v smer, ki ni prava za nas, da nam postavijo stop znak, in da rečejo, ne je tja, ne je to ta odnos, zato ker te ne bo srečo, ali pa ne zdaj iti v to službo, zato ker to res ni dobra pot zate. Ali pa ti rečejo sred noči, ne je zdaj po tisto čokolado v shrambo, ne rabiš je, Skratka, nam postavljajo stop znake včasih, da nam povejo, ne je to smer, ustav se, začuti, kaj je zate najboljše. Na drugi strani nas pa spodbujajo, da gremo v smer, ki pa je prava za nas. Se pravi, srečamo neko osebo in oni nas spodbujajo, da gremo s to osebo na naslednje srečanje, na zmenek mogoče, ali pa da gremo s to osebo nekam, zato ker bo pomembna oseba na naši poti življenja. Se pravi, naši angeli so tako zelo zaposleni, ker imajo ves čas dejansko nalogo, da skrbijo, da nas usmerjajo. Se pravi, da nam oni nas vodijo
da gremo v skladu z našim najvišjim dobrim. In tudi takrat, ko mi ne gremo v ta pravo smer, nas pa oni v bistvu v tistim trenutku, ko se zakvačkamo v nek odnos ali pa ko se zakvačkamo v neko bolečo situacijo, nam pa pomagajo. Pomagajo nam, da mi vidimo, da se nekaj naučimo iz te situacije, da razširimo svoje zavedanje in ugotovimo, zaradi tega sem šel v to, zato potrebujem to situacijo, to me je ta situacija učila in kako grem lahko ven iz nje. Se pravi, naši angeli imajo ves čas delo, oni delajo 24/7, se pravi 24 ur na dan, vseh 7 dni na teden, vseh 365 dni na leto, po noč, po dnevi, skratka, ves čas imajo naši angelčki delo. Zato, ker želijo, da smo vodeni, da se počutimo, da smo varni in da gremo v smer, ki je za nas najbolj prava. Dajmo pogledati, da vidim, kako dobivate sporočilca. Se pravi, pišete mi, da dobivate sporočilca v obliki peres na tleh, perje, kovančki, številke. Tjaša pravi, da skozi občutek v telesu. Super. Violeta pravi, da ji angelčki pošiljajo sporočila v obliki peres, da sliši priljubljeno pesem, da najde predmet, ki ga dolgo išče. Lepo, peresa, svetloba pravite, zmiganje luči, se pravite številke, peresa. Torej, dejansko nam ves čas naši angelčki pošiljajo sporočila in nas vodijo. Če včasih rečemo, meni pa moji angelčki nič ne sporočajo, mene pa nikamor ne vodijo, to v bistvu ni res. Gre samo za to, da mi ne opazimo. Včasih se ljudje počutimo, da smo sami na tem svetu in da ni nikogar, ki bi nas čuval, ni nikogar, ki bi nas vodil in takrat potem sploh ne vidimo, nismo odprti za to. Ampak dejansko ima čisto vsak izmed nas celo skupino duhovnega vodstva, tudi tiste osebe, ki v te stvari ne verjamejo, čisto vsi ljudje, tudi tisti ljudje, ki jih mi mogoče obsojamo in mislimo, ti so pa kriminalci, ti so pa slabe osebe, čisto vsaka duša ima svoj paket duhovnega vodstva, svoj tim, svojo ekipo duhovnih vodnikov in angelov, ki skrbijo za nas. Se pravi, vsak ima svoj paket, In v bistvu v tem današnjem videu ti želim povedati v bistvu, kakšne so možnosti zate, da ti dobivaš sporočila. Če jih zdaj dobivaš skozi znamenja, ki so jih pravkar opisali, ste mi jih opisali. V bistvu ta znamenja nam angeli vedno pošiljajo, kadar nam želijo pokazati, da smo na pravi poti oziroma da razmišljamo o pravi stvari. V trenutku, ko znamenje dobiš, takrat se moraš vprašati, o čem si razmišljal. Kje je bil tvoj fokus, kje so bile tvoje misli, kaj se je dejansko dogajalo v tebi, zato ker znamenja angelov vedno pridejo v trenutku, ko se ti potrebuješ zavedati, da nisi sam, da si voden in da greš v pravo smer. Se pravi, znamenja te bodo ves čas vodila in ti bodo dajala potrditev. Sinhrono se bodo dogajala, pa bo prišlo eno znamenje, pa drugo znamenje, pa tretje znamenje. Skratka, znamenja so za nas tam, zato da nam rečejo, voden si, vse bo najviše dobro. Tudi če ti je zdaj težko, poglej, tukaj dobiš eno pero, zato da vidiš, da smo zate tukaj in da bo vse v redu. Se pravi, skozi znamenja, ki jih mi dobivamo, mi v bistvu dobimo potrditev. Potrditev, da smo vodeni, da so naši duhovni vodniki dejansko ves čas okoli nas. Je pa ena pomanjkljivost teh znamenj. Pomanjkljivost je pa dejansko v tem, ker mi skozi pero na tleh, mi v tistem trenutku ne moramo vedeti točno, kaj so nam angeli želeli sporočati. Oni nam samo dajo zagotovilo, vse bo v redu, pejte naprej v to smer. Ker greš takrat, ko znamenje dobiš, imaš dejansko nek občutek v sebi, nekaj se v tebi dogaja in zato kadarkoli boste od zdaj naprej dobili znamenja, se dejansko vprašajte, o čem zdaj razmišljam, kaj je zdaj moj fokus. Očitno me angeli spodbujajo, da nadaljujem v to smer, ki me očitno podpira, drugače ne bi znamenja dobil. In torej pomanjkljivost znamenja pa je v tem, da mi ne vemo točno,
kaj to pomeni, ne? Zato potem mi ljudje kaj naredimo? Mi gremo in odpremo kakšno knjigo, kakšno angelsko knjigo ali pa gremo in povlečemo angelske karte. Zakaj? Ker na tistih karticah je malo več teksta, ne? Je malo več sporočila in si mi s tem lažje pomagamo. In torej angelske karte in vse ostale inspirativne karte so dejansko super pripomoček, ker nam resnično pomagajo, da mi dobimo malo več jasnosti, malo več bolj konkretno sporočilo, ki nam dejansko pove, kaj zdaj ta situacija pomeni, v kateri smo oziroma kam naj zdaj naprej stopimo. In torej, angelske karte bomo rekli temu, da so nadgradnja znamen, a ne? Zato, ker znamenja nam dajo potrditev, ne dajo nam pa v bistvu vsebine, kaj se v zadnji dogaja, kaj to pomeni. Se pravi, mi ne dobimo zares odgovora, ko mi prosimo za znamenje oziroma ko mi vidimo znamenje. In zato včasih potem vlečemo karte in ko povlečemo karto, mi dejansko dobimo odgovor, ne? Ampak kaj se zgodi, ne? Mi preberemo tisto karto in te karte so dejansko, kljub temu, da so zelo, zelo dobro napisane in ponavadi so te karte skanalizirane, kar pomeni, da avtor teh kart je medij in je bil povezan z izvorom, da je lahko to karto predal, so te karte še vseeno malce splošne, a ne? Iskreno si priznajmo, pač tako je, a ne? To je karta, ki te v eno smer vabi, ampak je splošna, se pravi, ni napisana samo zate, a ne? Čeprav pa vedno, a ne, če smo pa iskreni tudi po tej strani, dobimo pravo karto za sebe. A je res? A se strinjate? Jaz še vedno dobim pravo karto za sebe, a ne? In torej, karte so super, ker nam dajo malce večje sporočilo, ampak pomanjkljivost kart je pa, ker so dejansko še vedno preveč splošne. Nam dajo samo neko splošno usmeritev. Ne dajo nam pa jasnosti, ki je prav za nas. Se pravi, kaj se prav mi učimo v tej situaciji. In zato je potem tukaj še tretji nivo prejemanja sporočil, ki je pa najboljši od vseh. In to je tvoj dar jasnega prejemanja sporočil. Vsak izmed nas, čisto vsak, ima to sposobnost, da se lahko skozi svojo najbolj višjo čakro, se pravi skozi svojo 7. čakro, odpre za sporočila iz duhovnega vodstva. Torej, vsak izmed nas ima tukaj nad glavo tak lijak. Ta lijak se tako širi navzgor, energetsko je to, ne? Ni fizičen lijak. Ta lijak se širi tako navzgor in se ustvari tak svetel bel tunel, zlato bel tunel. In ta tunel tebe dejansko povezuje z duhovnim svetom. Predstavljaj si, da obstaja nad teboj, zgoraj v vesolju nekje, en velik balon. In v tem velikem balonu je vsa zavest. To je balon univerzalne zavesti. In v tem balonu so vsi odgovori na vsako tvoje vprašanje. Se pravi, lahko te zanima, nisem zadovoljna v tem partnerskem odnosu, nekaj manjka, kaj lahko naredim, ali pa kaj lahko spremenim, kaj lahko uvedem v ta partnerski odnos, da bom malo bolj zadovoljna, a ne? In ko se ti odpreš skozi ta tvoj kanal, se dejansko ti povežeš s to veliko žogo, s tem velikim balonom in v tem balonu je dejansko informacija prav zate. In tam je en manjši balonček, kjer piše gor tvoje ime in notri v tem balončku so vse informacije o tebi. Tvoja duša je zgoraj pustila zapis. In v tem balončku, ko se ti dotakneš tega balončka in vprašaš, v tem partnerskem odnosu mi nekaj manjka, kaj lahko naredim, da bom jaz bolj srečen. Ti dobiš konkreten odgovor. Ti dobiš odgovor zase. Se pravi, ti dobiš jasnost, kaj lahko ti narediš, zakaj je ta oseba v tvojem življenju in kako se lahko na nek način obnašaš, kaj lahko storiš, da ta odnos izboljšaš. Ali pa recimo, zboliš, se nekaj zgodi, zboliš, recimo, jaz sem letos zelo zbolela. In kaj sem naredila? Jaz nisem šla čakati, da mi angelčki dajo znamenja. Jaz nisem šla kart vleči, zato ker jaz v tistem trenutku sem rabila konkretne odgovore, kako naj si jaz pomagam, da bom jaz pozdravila pač mojo bolezen. In kaj sem naredila? Šla sem v moj kanal, šla sem gor do tega velikega balončka, v katerem je balonček, kjer piše moje ime, kjer piše Tjaša Dorelaj. In sem šla noter in sem rekla, zakaj
je ta bolezen zdaj del mene, zakaj sem si skreirala to izkušnjo in kaj lahko storim, da se moje telo pozdravi. In torej, kaj sem dobila? Dobila sem konkretne odgovore. Tjaša, to je tvoja izkušnja, ki te uči tega, naredi pomagalo ti bo vse to. In sem dobila za cel list sporočil, konkretnih samo zame. In torej, vsak izmed nas ima to sposobnost, da se dvigne iz fizičnega telesa, se pravi, da gre njegova zavest, ker vsi vemo, da nismo samo to lepo fizično telo, ampak smo energija, smo zavest. In torej naša duša ima to sposobnost, da se lahko dvigne v ta kanal in se poveže s tem ogromnim balonom univerzalne zavesti in reče, ok, hočem vedeti o tej stvari več. In mi lahko dejansko sprašujemo za svoje življenje konkretne stvari in mi dobimo konkreten odgovor. In zdaj, ko medij vpraša za sporočilo, medij, kar naredi, je to, da se dvigne v ta lijak, da gre do tega balona, da gre do tistega balončka znotraj te univerzalne zavesti, glede katerega ga zanimajo stvari in dobi sporočilo. In torej jaz kot medij, dejansko, kaj jaz počnem? Jaz sem v bistvu na nek način kot most, ne? Most, ki povezuje dva različna svetova. Se pravi, naš zemeljski svet in nas stvari zanimajo, nas zanimajo marsikaj. In duhovni svet, se pravi, ta univerzalna zavest, ta balon. In kaj jaz naredim? Jaz imam to moč, da jaz se dvignem v univerzalno zavest, dobim tisti balonček, vprašam in vrnem sporočilo nazaj osebi, ki je zraven mene oziroma sebi. In torej biti medij dejansko ne pomeni, da se zanašaš samo na sporočila v obliki znamenj. Biti medij ne pomeni, da ti vlečeš karte in potem razlagaš, kaj ti karte pomenijo. Biti medij je več kot to, je še boljš, ne? Biti medij dejansko pomeni, da toliko izuriš svoj dostop do tega kanala in da se dvigneš v to univerzalno zavest, v ta balon, kjer so vse informacije in prebereš tam sporočila in jih preneseš dol. In zdaj, kje tukaj pridejo angeli na vrsto, ne? Naši angeli so v resnici poštarčki, ne? Oni so poštarji, oni prenašajo sporočilo iz te univerzalne zavesti dol do nas. Se pravi, mi, ko se odpremo, ko mi natreniramo svoj kanal, se mi dvignemo do zavesti angelov, ki so nekje vmes. In potem nam angeli pomagajo, ker oni preberejo sporočilo in nam ga prenesejo. Se pravi, v bistvu smo mi kot mediji tisti, ki se povezujemo skozi angele s to univerzalno zavestjo. In mi dobimo lahko odgovore, konkretne, natančne za vsa svoja vprašanja. In torej, ta sposobnost medijstva je nekaj, kar imamo vsi v sebi. Zakaj? Zato, ker to je tvoja dušna sposobnost, ne? Tako kot znamo vsi hoditi, ne? Pa vsi dihamo, brez da bi se kdorkoli učil dihanja, ne? Mi dihamo, pač je to naša naravna sposobnost, imamo vsi sposobnost biti mediji. Ampak, ker v našem zemeljskem svetu je to čarule, ker je toliko obsodb do tega, ker je toliko nezaupanja v te stvari, smo ljudje zakrknjeni. To pomeni, da se nam ena roka ni razvila, ne? Ena sposobnost se nam ni do konca razvila, čeprav jo vsi imamo, In torej to bi bilo tako, kot da ti hodiš celo življenje samo po eni nogi, zato ker so ti okrog tebe rekli, eno nogo imaš zato, da hodiš, druga noga je pa sam zato, da je, In mi ljudje dejansko hodimo po svetu z eno nogo in druge ne uporabljamo, ne? Kaj mislim s tem? To je samo prispodoba. Mi ne uporabljamo svoje sposobnosti povezave z duhovnim svetom, ker so nas naučili, da se to ne da, da se to ne sme, da je to čarovništvo, da si čuden, če to počneš, ampak v bistvu vsak izmed nas to počne. Tudi, če se tega včasih ne zavedaš, dobiš sporočilo, pride informacija, In torej, kaj jaz v bistvu želim prinesti v naš svet, Ne samo to, da sem medij in prinašam sporočila iz duhovnega sveta in prinašam odgovore na tvoja vprašanja, da razrešimo pač dileme, ki jih imamo v zemeljskem svetu,
Moja velika želja je tudi to, da vas naučim uporabljati ta dar. Zato, ker to ni nekaj, kar je rezervirano samo za redke izjeme. To je dejansko sposobnost vsakega izmed nas. In ko se mi naučimo odpreti ta naš kanal in ko se mi naučimo se povezati s tem balonom, kjer so vsi odgovori, to dejansko pomeni, da si boš lahko ti od trenutka, ko se boš to naučil, od trenutka, ko boš izvedel, kako do te zavesti pridati, boš si ti lahko odgovoril na vsako vprašanje. Na vsako vprašanje. Se pravi, karkoli te bo zanimalo, karkoli boš lahko vprašal in tvoji angeli ti bodo skozi tvoj kanal dejansko predali odgovor. In verjamem, da marsikdo med vami zdaj ne verjame, da je to zanj mogoče. In jaz se to srečujem s tem zelo pogosto, a ne? Kadarkoli jaz začnem o teh stvarih govoriti, mi udeleženci dogodkov rečejo, ja, ampak kaj pa, če jaz pa tega ne bom zmogel, ne? Kaj pa, če meni pa to ne bo šlo? Kaj pa, če jaz pa nisem za to rojen, a ne? Gre se samo za to, a si ti želiš tega? To je prvo vprašanje, ki si ga moramo postaviti. Ali si jaz želim priti do odgovorov? Ne? A se bom ves čas zanašal samo na znamenja, ki jih v bistvu sploh ne bom znal prebrati? A se bom ves čas zanašal na to, da bom karte vlekel, pa v bistvu sploh na koncu ne bom zares konkretnega odgovora dobil? Lahko tudi to izbereš, je popolnoma ok. Ampak dejstvo je, da ti pozabljaš uporabljati eno svojo sposobnost. In tvoja sposobnost je, da lahko prideš do odgovorov. In sama sem dejansko ugotovila, da je prvo, kar potrebujemo, želja. Želja, da si tega želimo. Če nimaš želje, potem se že sam postaviš v pozicijo, ne, se tega nočem in potem se pač zate to ne bo aktiviralo. A ne, pač tako je. To je prva stvar. Druga stvar, ki pa je pa ta, da potrebuješ dejansko zvedeti, kaj so koraki, ki tebe odprejo za to povezavo. A ne? Sama sem v teh letih dejansko svojo povezavo toliko izpila, toliko okrepila, da dejansko jaz točno vem po korakih, do kam moramo priti, da dobimo sporočila. In moji tečajniki, ko imam tečaj Celestial Inspiration, moji tečajniki se vedno tako smejejo, ker ko jim jaz pokažem to tehniko, ko jim jaz povem, kaj morajo narediti, potem rečejo, pa sej ne moram verjeti, da res lahko dobim sporočilo, in se dejansko smejejo temu, da so nekoč verjeli, da to za njih ni mogoče. In ko sama gledam moje tečajnike v dvorani in ko jim pokažem, to jaz točno vidim, kje so se oni ustavili, točno vidim, kje je problem in jim pokažem. Se pravi, tehnike povezovanja z duhovnim svetom, zame osebno, jaz mislim, da ni boljše možnosti kot to, da ti jo nekdo v fizičnem svetu konkretno pokaže. Da prebereš knjigo, ki ti reče, lej, naredi to, ti si tam sam in ne veš, kaj zares delaš, Zato je v bistvu super, da je nekdo tam zate, ki ti pokaže in ti reče, lej, tukaj to naredi in je zraven tebe in te vodi. In zdaj jaz sem imela na svojih tečajih v preteklih letih toliko različnih ljudi. Od zdravnikov, do odvetnikov, do ljudi, ki so life coachi, do različnih zdravilcev, pa maserjev, pa tajnic, pa medicinskih sester. Jaz sem imela vse žive poklice že tukaj pri meni, na mojih delavnicah oziroma na mojih tečajih. In vsi ljudje, ne glede na to, iz katerega ozadja so prišli, ne glede na to, a so bili začetniki, a so že ful meditirali, ne glede na to, kakšno so bila njihova prepričanja o teh stvarih. Vsi, ki so sem prišli in so odprli svoje srce in so rekli, evo Tjaša, jaz hočem, da ti mene naučiš, so vzpostavili povezavo. Ampak je tako kot voziti kolo, ko to enkrat naučiš, to vedno znaš, ampak moraš nekaj časa se voziti, Se pravi, ti se moraš nekaj časa voziti, zato da ti vidiš, zdaj jaz lahko vozim brez tistih koleščkov zadaj, ki me držijo stabilnega. In v bistvu zato je dobro, da se ti v okolju, na tečaju dejansko treniraš, zato da ko prideš domov, ti znaš, In ko ti enkrat znaš, potem znaš ti zase sporočila prenesti, znaš prenesti sporočila za svoje najbližje, mamice predvsem, vem, da so toliko hvaležne, ko se naučijo tega, zaradi tega, ker znajo vedno dobiti odgovore za svoje otroke, jih znajo voditi, In v bistvu, kaj je najbolj pomembno? Da razlikujemo, kaj v bistvu pomeni medijstvo, Zdaj nekateri mislijo, da medij pač je lahko samo določena oseba, ampak mediji smo v bistvu vsi,
čisto vsak izmed nas, recimo, bi lahko igral nogomet. A je res? Smo v osnovni šoli ali pa v srednji šoli pri športni vzgoji igrali nogomet. Pač so ti dali žogo, črno-belo in smo brcali, ne? Ampak nismo pa vsi profesionalni nogometaši, a ne? Nismo vsi Cristiano Ronaldo, a ne? Zakaj? Pač Cristiano Ronaldo res uživa v tem, da on žogo brca, ne? In njemu je to res poslanstvo in je to on vzel kot svoj poklic, svoje poslanstvo. In zato je on toliko krasen, zato je on toliko dober, pa še fejst zgleda, a ne? Ampak vsak izmed nas, če bi šli zdaj na piknik, pa bi tam en dal nogometno žogo, bi lahko igral nogomet. Pri medijstvu je enako, čisto vsak izmed nas to zmore, ne? To ne pomeni, da boš ti zdaj iz tega naredil poklic, če tebi to ne diši. Če si ti uživaš v svojem poklicu medicinske sestre ali pa life coach ali pa jaz ne vem česa, karkoli, ti ostaneš lahko v svojem poklicu. Ampak to sposobnost pa ti lahko uporabiš za svoje življenje vedno, a ne? Če pa si ti želiš, da bi ti prenašal sporočila, ne samo zase, ampak da bi tudi ti bil medij na tak način, kot sem jaz, je pa tudi to pot zate, a ne? In torej, kar vam hočem s tem povedati, je dejansko to, da se moramo vsi naučiti ene zelo pomembne stvari in to je, da vsi smo bili rojeni z enakimi sposobnostmi v smislu povezovanja z duhovnim svetom. Nihče izmed nas ni ostal brez tega daru, zato ker smo vsi duše v fizičnem telesu. Je pa razlika med nami. Kakšna razlika? Nekateri ta dar uporabljamo, drugi pa ne. In kakšna je razlika med ljudmi, ki uporabljajo ta dar in med ljudmi, ki ne uporabljajo ta dar? Sama vidim, da zato, ker uporabljam ta dar, zato, ker se povezujem z duhovnim vodstvom in sprejemam njihova sporočila, si pomagam vedno, ko imam težavo. In ne ostajam v problemu in sem vsa boga in tečna in žalostna in jezna in sem slabo, ampak ko sem slabo, se odprem za vodstvo in prosim moje duhovne vodnike in angele, povejte mi, kaj lahko naredim, da bom boljši. In je moj ta skok iz situacije, v kateri sem za nič, v situacijo, v kateri sem boljš, zelo hiter, a ne? In torej, ko imaš enkrat to sposobnost, lahko hitreje razrešuješ svoje probleme, imaš več jasnosti, dejansko živiš v večjem pretoku, posledično so odnosi bolj bogati, imaš dejansko več denarja. Zakaj? Zaradi tega, ker greš v smeri, ki so najboljše zate in ne zapravljaš energije tam, kjer se v bistvu samo izčrpavaš in seveda, ko sebe izčrpavaš, se pač prazne tudi tvoja denarnica, ne? To vsi vemo. In torej, zato je zelo pomembno, a ne, da če želimo živeti v svetu, v katerem bomo mi dobro, potem moramo uporabljati vse svoje sposobnosti. In naša sposobnost je povezava z duhovnim svetom, a ne? In torej, zakaj ti vse to razlagam? Zaradi tega, ker te želim navdahniti, želim te spodbuditi, motivirati, da ne živiš v temi, da ne živiš tako kot un konček, ne, ki ima takole tiste, ne vem, kako se temu reče, in gleda samo tako v svoj problem. In ko ti zaenkrat začneš uporabljati svoj dar povezave, ti vidiš širšo sliko. In ti dejansko vidiš vse možnosti, ki ti življenje dejansko ponuja, a ne? Vsak izmed nas, ko odpre enkrat svoj kanal, a ne, ko enkrat odpre svoj kanal povezave s to univerzalno zavestjo, povezave z angeli, se mu sporočila na različne načine downloadajo, bomo rekli, a ne. Se pravi, lahko si jasnoviden, ne, da skozi jasnovidnost dobivaš sporočila, lahko si jasnoveden, lahko si jasno slišen, lahko si jasno čuten. O vseh teh super močeh bom govorila v naslednjih videih in bom vsako posebej predstavila, zato da boš točno videl, kaj si ti in kaj je dar, ki ga ti imaš in na katerem pač zdaj delaj, a ne. Danes bom pa v bistvu povedala, kaj pomeni biti medij, v smislu, kako se čuti to, ko ti dobiš sporočilo. Zame konkretno, a ne, se je najprej odprlo, jasno, slišnost se je najprej odprla, kar pomeni, da ko sem se jaz povezala, ko sem jaz vstopila v ta kanal, sem jaz slišala sporočila in sporočila so prišla tako vzadi iza ušesa in glas, ne, ki sem ga slišala, ni glas ne moškega, ne ženske, je brez spola, je tak zelo lep glas, ki ga sploh ne moreš z človeškim dojemanjem ga ne moreš razložiti, ne? In mene so velikokrat spraševali udeleženci mojih dogodkov, Tjaša, kako se slišijo angeli, ne?
ne da se opisati. Zelo lepo je, zelo lep glas, ampak to ni ne moški, ne ženski glas, niti otroški glas, to je nek tak čist poseben glas, ne. In v bistvu moja jasnoslišnost je dejansko bil prvi kanal, ki se mi je odprl, in pol, kaj sem storila, je, da sem vse, kar sem slišala, sem ponavljala, ne. In potem je bilo to v bistvu kar malo dolgotrajen ta proces, ne, kako sem jaz čakala na sporočila in povedala. In zato se mi je zelo kmalu razvil dar jasnovednosti, kar pomeni, da je sporočilo dobesedno padlo v mojo glavo in sem ga jaz v trenutku, ko je sporočilo padlo v mojo glavo, ga lahko povedala. In zdaj tudi skozi ta kanal dejansko največkrat predajam sporočila. Čeprav sem tudi jasnočutna, to pomeni, da čutim v sebi sporočilo in točno vem, kaj je prav in kaj ni, in sem tudi jasnovidna, to pomeni, da vidim energijo, vidim angele, vidim duše, vidim vse te stvari, ampak nikoli se ti kanali ne aktivirajo naenkrat, v smislu, da bi kar vsi naenkrat delovali, ker ko se je meni to zgodilo, vam lahko povem, da je bilo noro. Naenkrat čutiš, slišiš, veš, vidiš in to je toliko enih triggerjev, vse povsod se toliko dogaja, da si čist nervozen. Jaz sem bila čist nervozna. Zato ponavadi sta dva kanala tista, ki sta naenkrat odprta. Ampak kot sem rekla, o teh kanalih bomo več govorili v naslednjih videih. Zdaj ti v bistvu želim povedati, kako jaz dobim sporočilo. Se pravi, ko grem jaz v ta kanal, ki ga vsi do njega lahko dostopamo. Ko grem jaz v ta kanal, kar jaz storim je, da jaz imam prav svojo tehniko, ki jo učim na tečaju Celestial Inspiration. In jaz v tej tehniki dejansko vzpostavim stik s tem nivojem zavesti, kjer bivajo angeli. In v bistvu imam neko poseben proces, kako se povežem s tem nivojem zavesti, ki ti ga na tečaju tudi zaupam, zato da boš tudi ti lahko to počel. In potem, kar se zgodi, je, da sporočila takoj začnejo prihajati. Sama že v trenutku, ko vstopam v ta kanal, ko vstopam v ta tunel, čutim, da se moje telo spremeni. Kaj se zgodi? Telo se malo omrtviči. Zdi se, kakor da ti še vedno veš, da si ti, še vedno čutim svoje telo, ampak ga ne čutim toliko zelo. Se mi zdi, kakor da sem v enem tunelu svetlobe in v tem tunelu svetlobe dejansko se počutiš zelo varen, zelo, kot da te nekaj lepega drži v tem tunelu. In energija se spremeni. Dejansko vsi, ki ste bližje na mojih dogodkih, veste, kako je. V trenutku, ko jaz začnem kanalizirati, je moj glas drugačen in energija v prostor pride drugačna. Moj glas se pa spremeni. Zakaj? Zato, ker se jaz v bistvu povežem z nivojem angelov oziroma s tistim nivojem duhovnega vodnika, ki ga v tistem trenutku kanaliziram, in se tudi skozi moj glas dejansko njegova zavest in njegova energija prenese v prostor do ljudi. In zato, če kanaliziram recimo boginjo Kuan Yin, to je zelo ljubeča, mehka boginja, potem bodo moja sporočila zelo taka mehka, moj glas bo mehak, tak zelo prijeten, zelo ljubeč, Če bom pa recimo kanalizirala boginjo Lakšmi, ki pa zaobilje, ona bo pa cap, bo pa hitrejš govorila, bo pa več povedala, bo pa tudi njena energija bolj taka močna, In v bistvu zaradi tega, ker je energija duhovnih vodnikov in angelov drugačna, se posledično tudi moj glas temu prilagodi. In kar je najbolj hecno, kar verjetno vi ne opazite, ko jaz kanaliziram, ampak kar je najbolj hecno je to, da meni recimo se tudi fizično telo spremeni v tistem trenutku. Meni stopala zatečejo, tako da če imam kakšne ful prijete čeveljčke, dejansko ne gre, Zato, če ste bili kdaj na mojem dogodku, vi veste, da sem jaz vedno v copatih, Tudi če pridem na oder v petkah, jaz se pol preobujam v copatke. Zakaj? Zaradi tega, ker meni vedno stopala zatečejo, ko sem v kanalu. Tudi prsti se mi v bistvu tako malo, kot da bi se mi malo bolj napihnili, se to vidi, sploh ne opazite. Ampak jaz vam povem, kako je, In v bistvu fizično telo se mi, kot da bi se mi malo bolj napihnilo, zaradi tega, ker mi v bistvu toliko močna energija hodi skozi mene, da lahko prenesem ta sporočila.
In potem, ko jaz neham predajati sporočila, pač v samem kanalu je itak, jaz se počutim magično, mene ljudje sprašujejo, Tjaša, si ti utrujena, tebe to izčrpava, ampak me ne, jaz sem dejansko, ko sem v tem kanalu, sem jaz tako srečna in jaz sama sebe slišim, kako jaz govorim, jaz sama sebe slišim, ampak se na koncu ne zapomnim tega, Velikokrat mi ljudje rečejo, potem ti to vse veš, kaj si skanalizirala, ne, pač ne vem, kakšno stvar si zapomnim, ampak zelo malo. Zakaj? Zato, ker je to toliko informacij in toliko energije in jaz sem takrat v bistvu takem kanalu, in skozi mene kar teče kot slap in v bistvu moj v tistem trenutku ne more hraniti vseh teh informacij, ker to je čist drug nivo, to je čist druga dimenzija. No in potem, ko jaz predam vsa sporočila, ko jaz izstopam iz tega kanala, imam spet tehniko, ki te bom tudi naučila na tečaju, kako se prizemljiš, kako prideš nazaj dol v svoje telo in potem rabim kar nekaj časa, da v bistvu se jaz res dobro prizemljim, ker če se ne prizemljim dobro, po tem mojem kanaliziranju, kar se zgodi, je dejansko to, da se hitro kam butnem, pa imam modrico, pa se kaj udaram, pa kaj pade iz mojih rok, zaradi tega, ker nisem prizemljena, in potem me glava začne boleti, zaradi tega, ker nisem prizemljena, In vsi, ki imate te težave, dobro me poslušajte, če te velikokrat glava boli, pa ti piska, pa te mal peče, pa če se ves čas nekam butaš, pa če ves čas kaj izgubljaš, pa pozabljaš, evo, to je znak, da si premal prizemljen, In da moraš v bistvu delati na tem. Tako da evo, in potem, ko jaz pridem nazaj, v bistvu šele čez nekaj časa, jaz res začutam, tudi rokice mi spet grejo v prvotno formo, tudi stopala niso več zatečena in ponavadi potem dejansko sem zelo lačna, ker rabim napolniti svoje telo, ker je kljub vsemu na nek način neko energijo porabljalo za ta proces, Tako da v bistvu biti medij in kanalizirati sporočila angelov in duhovnih vodnikov je tako nekaj res, res lepega. Tudi če si nobenega sporočila v nekem trenutku ne zapomnim, jaz sem deležna takšnega pretoka energije, toliko lepe energije, da sem vedno potem srečna, bolj napolnjena. Včasih je kakšna energija tudi zelo močna, tako da sem v bistvu včasih tudi utrujena, ampak vse to je pač del tega procesa. Seveda jaz pač uporabljam ta moj dar zelo pogosto, jaz to vsak dan uporabljam za sebe, za ljudi, ki prihajajo k meni, za vse vaše programe, ki vam jih pripravim, to je vse skanalizirano in v bistvu jaz ta dar zelo pogosto uporabljam, Pač vsak izbere, kako pogosto ga bo uporabljal, Definitivno pa je to, da si povezan z angeli in da vstopiš v ta kanal, mislim tako, 1A, to jaz si želim, da bi v bistvu več ljudi to prebudili, zato ker vem, kako vam bo to življenje spremenilo, ker je mojim tečajnikom, vsem, ki ste do zdaj v zadnjih letih že prišli k meni, mislim, ko poslušam vaše zgodbe, kaj vse vam je to prineslo, ko poslušam mamice, ki mi pravijo, zdaj jaz lahko vedno pomagam svojim otrokom, točno vem, kako jih moram usmeriti, ko poslušam odvetnike, ki mi rečejo, ko imam problem v službi, jaz se sam povežem, jaz dobim odgovor in razrešujem stvari, ko poslušam podjetnike, ki sem jih naučila te povezave, mi rečejo, Tjaša, odkar jaz kanaliziram, jaz si toliko lažje vodim moj posel, točno vem, s kom sodelovati, s kom ne. Skratka, vsi ljudje, ne glede na to, na katerem področju delujejo, ki so prebudili ta dar, jim je to izboljša življenje. In zato v bistvu tudi, če boste šli na mojo spletno stran, dajte si pogledati video, ki smo ga posneli. Jaz sem prosila moje tečajnike, da pridejo in povejo, kako je bilo to za njih in kako jim je to v bistvu pomagalo v življenju in so zelo, zelo lepe zgodbe, ki so jih delili. Zato, da v bistvu lažje začutiš, ali je ta dar, da to prebudiš, zdaj tukaj zate, da to moraš narediti in če moraš to narediti, te bo itak poklicali in boš začutil. Tako da, kdor si želi, da ga naučim te povezave, da ga naučim, kako v bistvu prideti v ta kanal in dobiti ta sporočila angelov, potem le pogledajte mojo spletno stran. Mojca postavlja zelo dobro vprašanje in sicer, če je potrebno peresa, ki jih pač najdeš, kot sporočilca angelov, pobrati ali vsaj pobožati, ali ni potrebno ničesar. Torej, sama začuti, kaj bi ti rada naredila, ni pravila. Angeli ne potrebujejo potrditve, mi ljudje potrebujemo potrditev. In če bi tebi veliko pomenilo, da bi to storila, potem to stori. Če pa misliš, da to rabiš narediti zaradi angelov, pa ne rabiš, angelčki tega ne rabijo.
Mojca sprašuje, da vidi številke njenega rojstnega dne. Ima to kak pomen? Ja, evo, Mojca, to, kar sem na začetku govorila o znamenjih in sporočilih, a ne. Ti angelčki sporočajo, da so s tabo, tako da če si zamudila tisti del, pejt nazaj pogledat. Aha, še eno dobro vprašanje. Ali si lahko jasno kreativen, da se skozi umetniško ustvarjanje angeli izražajo skozi nas? Definitivno, definitivno. V bistvu, ko ti enkrat znaš priti v kanal, v tem kanalu ne dobiš samo sporočil, odgovorov na tvoje vprašanja, dobiš tudi vizije, dobiš uvide, dejansko vidiš kreacije, ki jih moraš narediti in v bistvu se skozi tebe zlije ta energija. In veliko mojih bivših tečajnikov, ki so naredili tečaj Celestial Inspiration, tudi slikajo ali pa delajo razne zdravilne metode, ker prek njih prihaja tako močna energija. Ker v bistvu, ko se ti enkrat daš v ta kanal, ko se ti enkrat za to odpreš, se ti odprejo takšne močne energije in takšni darovi, da definitivno postaneš lahko tudi izjemno, ne samo zdravilen, ampak izjemno tudi močen v tvojih kreacijah, vse, kar daš stran od sebe, a ne. Aha, Mici sprašuje, rekla si, da se ne spomniš, kaj si skanalizirala, a se posnameš, ko prejmeš sporočila zase. Ja, zato da potem vem, kaj sem dobila, a ne. Ok, dober, pošiljam ljubčke, dragi moji, s tem se zaključuje naš današnji video.